Ja, hvala lepa, en lep pozdrav. Najprej spoštovani direktor podjetja Iskra Mehanizmi, dr. Marjan Pogačnik, spoštovana direktorica elektronske in elektroindustrije pri GZS-ju Andreja Klišč, višja svetovalka z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Mateja Nemanič, vodja razpisa Digit NOO Maša Ravnik, konzorcijski partnerji, Comcom, Pareto, Flexido, Genis, Replika, sodelavci iz Iskre Mehanizmi in pa seveda tudi Sedma sila. Zelo sem vesel, da pravzaprav lahko en tak projekt, ki je vzor tudi ostalim, gre v javnost, v širšo javnost, da se spozna, koliko naporov podjetja in pa država skupaj namenjajo za naše, boljše jutri. Zdaj, seveda najprej iskrene čestitke za to prekrasno lokacijo, ne samo nove prostore, ki ste jih s tem pridobili, ampak se mi zdi izvrstno strateška lokacija, ki je tukaj pri praktično letališču, potem avtocestne povezave, zelo dobro ste razmislili in verjamem, da je to tudi tista nadaljna, razvojna točka, na kateri temelji vaše delo. Zdaj, razvoj v vseh teh letih verjamem, da je razvoj prišel izdelkov, ki jih delate v Iskri Mehanizmi, vsled velike inovativnosti in pa vlaganje seveda v razvoj in raziskave. Predvsem v avtomobilski industriji gre zasledovati veliko tega zelenega prehoda, to se pravi zmanjševanje emisij, vlaganje v trajnostne rešitve in pa seveda trajnostni poslovni model. Skratka, da če nekaj že delamo, tako kot je že direktor lepo povedal, vse se da kupiti z velikimi stroški, ampak če nekaj delamo zato, da nam potem tudi ostane za preživetje. Potem, ja, digitalizacija procesov se mi zdi, da tako če zelo poenostavim, pa mora biti za začetek, da rečem, velike izzive ima javna državna uprava. Če pogledamo zdravstvo in rečemo, ja, se tam je pa veliko nekih programskih okolij, se ni čuden, da se med sabo ne razumejo. Ampak če pa pogledamo podjetje, imamo kar malo podobnih izzivov, tudi tukaj noter, podjetje dela neke procese, ki so ponavljajoči, ki so stalni, dobro, spreminjajo se z uvedbo novih izdelkov, ampak poleg tega imamo pa tudi projekte, pa naj bojo to razvojni projekti, pa naj bojo to projekti na ključ, se pravi nekaj, kar pravzaprav zahteva popolnoma drug pristop, kar se tiče obvladovanja, programskega obvladovanja. Ideja digitalizacije, seveda, da sprejema vse podatke med in iz strojev od ljudi, je v tem, da črpamo iste baze podatkov in potem po svojih kanalih potekajo obdelave, ampak na koncu, da se spet združijo v neko skupno tabelo, ki so pomoč vsem službam v podjetju, seveda vodstvu, menedžerski pregled, jutranji, če hočemo, in pa potem vsem do tehnologov, ki lahko usmerjajo in nabavnikom, ki nabavljajo, se pravi, material. Se pravi, ta poenoten zbiranje podatkov se mi zdi, da je cilj vsega skupaj. Poglejte, pomen državnih podpor se mi zdi, da je tukaj ključen. Pomen državnih podpor za uvedbo novih sistemov je iz dveh razlogov. In sicer je seveda dodaten denar, ki je namenski, oplaja se z znanjem, ki je že v podjetju, z denarjem, ki ga podjetje samo namenja, in pa absolutno povezuje strokovnjake med seboj, tudi zunanje. Omenil sem pač podjetja, ki sodelujete v tem, in to je pravi pristop. In iz tega naslova, ker pač, bom rekel, že dobrih 10 let poznam podjetje Iskra Mehanizmi, sicer še z prejšnje lokacije, pa vendarle zmerom ste imeli k temu, da se povezujete v različne konzorcije, so bili razvojni centri na področju kakovosti,
Potem na področju upravljanja z energijo, današnji lep primer in tudi kratki pregled po sodelujočih partnerjih pokaže, da iščete vedno tiste partnerje, ki lahko prinesejo projekt, dodano vrednost, se pravi dodano znanje. Partnerji se vam ne ponavljajo. Skratka, to pa ne zaradi tega, da je to prav ali narobe, ampak iz tega izvira, da v bistvu iščete tista znanja, ki jih mogoče v podjetju ni, in to daje še res poseben pečat temu vašemu, bom rekel, vse, kar jaz poznam od leta 2011 naprej, eno izjemno vrednost. Ja, leta 56, ko ste začeli v Lipnici, verjetno se noben ni predstavljal, da boste prišli v teh letih čez 900 oziroma čez 840 zaposlenih in 40, bom rekel, študentk in študentov, ki dnevno ustvarjate na tej lokaciji. Zakaj se mi zdi to pomembno? Ko rečemo, da je digitalizacija in da je potrebno nakup opreme, je potrebno razvijati kadre. Je treba razvijati kadre tako, predvsem interno, da se lahko najprej prilagodijo, ker ti ljudje, ti strokovnjaki, vi, ki ste zaposleni tukaj, najbolj čutite potrebe podjetja. In kako prenesti že ta, bom rekel, transfer vašega vedenja, znanja programerske ekipo, da bo znala to narediti, to je ključ do uspeha. In ne samo to, da mi moramo znotraj podjetij spodbujati izobraževanje. Mi absolutno si želimo in naš cilj, agenda mora biti, da vzpostavimo izobraževalni sistem v državi, ki bo sledil potrebam gospodarstva. In to v čim krajšem seveda času. Mogoče za zaključek, kako pomembna je avtomobil oziroma digitalizacija v avtomobilski industriji. Nedavno smo prebrali, mislim, da je bilo 28. 29. avgusta, se pravi, teden dni nazaj, se je zgodila napaka na strežnikih podjetja Toyota, kjer je zaradi nabave sestavnih delov se zgodil kolaps in je trenutno 14 podjetij po svetu stoji izključno, se pravi, zaradi digitalizacije, zaradi tega, ker pač nekaj deluje narobe. In kdo bo zdaj to popravil, če ne ti ljudje, o katerih sem prej govoril, ljudje, ki poznajo sistem, ki ga znajo seveda uporabiti. In čisto za konec, zaključek, res ena lepa hvala v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. Naj povem, da deluje kar nekaj komisij znotraj Državnega sveta. Ena je še prav posebej pomembna, to je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem, finance, kjer ga vodi kolega Mitja Gorenšček, in verjamem, da s pobudami, ki jih daje gospodarstvo, lahko naredimo tisti preboj strani države, ki je pač potreben za vpeljavo digitalizacije v splošnem, se pravi v horizontali čez celotno gospodarstvo. Hvala lepa.